naša vstopna energija, naša vibracija, s katero mi začenjamo svoje dneve, s katero mi vstopimo v odnose, s katero gremo mi vsak dan v službo, je tista, ki bo skreirala našo situacijo. Ja, boginja Kuan Yin je bila danes naša duhovna vodnica. Boginja Kuan Yin je dejansko za vsak dan, ok, grem do konca komentarjev, za vsak dan vam bom tudi malo povedala o duhovnem vodniku, ki je z nami v posameznem dnevu, zato da boste se začeli tudi sicer v življenju z njim večkrat v posameznih situacijah povezovati. In recimo boginja Kuan Yin, njen simbol je lotosov cvet. Zato smo tudi v bistvu vrteli lotosov cvet na našem srcu. In evo, sem si pripravila en lotosov cvet, da vam ga prinesem pokazati, ki sem ga dobila za darilo iz Madžarske, ta lotosov cvet, in ga imam zato, da me ves čas spominja na to, da odprem srce, da sem mehka. V bistvu mi ves čas pomaga, da se spominjam na svojo mehkobo in srčnost. No, in boginja Kuan Yin je duhovna vodnica, ki nam ves čas pomaga, da smo v tej svoji nežni, mehki, ljubeči energiji, da gremo ven iz tekmovanja, da gremo ven iz ega, in v bistvu vsi vemo, da v življenju posameznika se zgodi tolikokrat situacije, ki nas ranijo, ki nas prizadenejo, ki nas spravijo v obživce. In ravno takrat, ko smo ranjeni, ravno takrat, ko nam gre vse na živce, ravno takrat, ko se počutimo slabo, je naš prostor, da odpremo srce in delujemo drugače. Da ne delujemo na silo, da ne delujemo iz ega, ampak da res delujemo iz srčnosti. In boginja Kuan Yin je tista, ki jo pokličeš, takrat, kadar se s kom skregaš, pa želiš stvar razrešiti. Boginja Kuan Yin je tista, ki takrat, ko si strog sam do sebe, ko se obsojaš, da jo pokličeš in te zmehča. Njena energija je zelo ljubeča. In vas res povabim, hvala za srčke, in vas res povabim, da jo začnete tudi sicer v življenju uporabljati, boginjo Kuan Yin, da takrat, ko začutiš, da greš v jezo, v neko težko energijo, da samo pokličeš, boginja Kuan Yin, pridi, zmehčaj me, da bom mehak, da bom srčen, da bom ljubeč, Tako da boginja Kuan Yin je tista, ki je danes bila z nami cel dan in nam je pomagala, da smo v bistvu odprli srce, da smo v svoj dan vstopili s tako ljubečo energijo. Hvala za vse vaše komentarje. Vidim, da kar uspemo vmes prebrati, vidim, da vam je ful všeč meditacija. In da imate, pravi Azija, da ima lotosov cvet za ozadje telefona. Ja, evo, to imam tudi jaz in me v bistvu res spominja na to, da sem ves čas v mehkobi. Tako da vas povabim, te povabim, da najdeš nek svoj način, da si povezan z boginjo Kuan Yin. Ali tako, da si kupaš lotosov cvet, ali tako, da si daš za ozadje telefona, ali pa tudi sicer, da si recimo večkrat, ko se znajdeš v situaciji, ki je napeta in te vrže iz tira, se spomni, Kuan Yin, moram odpreti srce, se dotakneš srca in samo vizualiziraš svoj lotosov cvet in ga vrtiš na srcu in s tem v bistvu že s to vizualizacijo svoje srce odpreš. Najpomembnejša stvar, in o tem bomo danes govorili, najpomembnejša stvar je ta, da se zavedamo, naša vstopna energija, naša vibracija, s katero mi začenjamo svoje dneve, s katero mi vstopimo v odnose, s katero gremo mi vsak dan v službo, je tista, ki bo skreirala našo situacijo. In najlažji način, da si predstavljaš, kaj je tvoja vibracija, je, če si predstavljaš, da je tvoja energija kot malinovc. A veste, sirup, ki ga naliješ v vodo, pa pol narediš malinovc, Predstavljaj si, da je tvoja vibracija, tvoja energija malinovec. In ko ti vzameš kozarc z vodo, ki je tvoje življenje, in ti naliješ noter svojo energijo, se celo tvoje življenje pobarva v barvo tvojega malinovca. In če si ti recimo malinovec iz malin, boš nalil kozarc in bo pač rdeče. Če si malinovec iz borovnic, boš nalil kozarc in bo vijolično. Se pravi, takšno kot je tvoja vibracija, takšna je dejansko tvoja situacija. Mirsa da pravi, da si bo dala tetovažo lotosovega cveta. Ful lepo. Moja sestrična jo ima tudi. Tako da poznam ljudi, ki jih je navdahnila ta energija boginje. Vsak naj najde nek svoj edinstven način, ki njemu pomaga, da je povezan s to vibracijo. No in če se vrnemo nazaj k malinovcu, vprašaj se, kakšen malinovc si ti.
pač kakšna je dejansko tvoja vibracija. Ne? Mi se pogosto, ko gledamo v svoje življenje, v bistvu obsojamo ali pa sodimo to, kar je zunaj, pozabimo pa, in to je tako najbolj pomembno, pozabimo pa, da v bistvu smo mi malinovc, ki je pobarval to situacijo. Se pravi, naša energija, naša vibracija, to, kako smo mi naravnani, ustvarja to situacijo. In jaz se spomnim, da ko sem 10 let nazaj začela kanalizirati sporočila duhovnih vodnikov, ena od prvih misli, ki so jo oni meni predali, pa to je bilo res že ful časa nazaj, tako 10 let nazaj, zdaj ko pomislim, ne? In njihova misel je bila: to, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. In na tisti točki vem, da mi ni bilo čisto jasno, kaj oni to mislijo. Vsakič, ko sem šla se povezati, so mi to sporočilo povedali. Vsakič, ko sem imela delavnico, sem to sporočilo kanalizirala. In ves čas je bilo to sporočilo v ozadju. Se pravi, vse, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in še razdeli se, a ne deljeno. Se pravi, tvoja vibracija, zdaj najbolj preprosto povedano, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo. In jaz te povabim, da od tega dneva naprej, ko se znajdeš v situaciji, v kateri začneš obsojati svojo situacijo, da se vprašaš, kako si ti s to vibracijo skreiral to situacijo, oziroma ne, da se vprašaš, da najprej prepoznaš, jaz sem s to mojo vibracijo, v kateri sem skreiral to situacijo. Se pravi, kaj moram narediti, da zamenjam situacijo? Ja, da spremenim vibracijo. In en primer ti bom povedala, kaj se je meni zgodilo. Zdaj, prejšnji teden, ko so bile prvomajske počitnice, sem jaz vodila moj duhovni oddih za moje tečajnike Celestial Inspiration na majhnem otočku Sveti Andrija ob Rovinju. In ko sem jaz prišla sem tja 2 dni preden so moji tečajniki prišli na duhovni oddih, sem prišla tja dejansko ful utrujena, zato ker smo ravno spletno stran dali ven, ful sem imela enih priprav še za tečaj, skratka, ogromno stvarem sem se posvetila. In ko sem jaz prišla na ta otok, je šlo vse narobe. Pač tako, vse je šlo narobe. Prva stvar, ki se je zgodila, je ta, da sem dobila sobo s pogledom, brez pogleda, dajmo tako reči. Pač to je tak mečkan otoček in ta hotel se ponaša s tem, da ima čisto vsaka soba pogled na morje. No, moja ga ni imela. In pridem noter v sobo in tako vsa vesela, kam imam pogled, in tako vidim, da edino moja soba nima pogleda na morje in postanem tako totalno jezna, tako, kaj, ne morem imeti tako sobo, bla, 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 ne. Sem začela zunanjo situacijo pač kritizirati. Pa sem šla na večerjo. In kar se je zgodilo je to, da jaz zdaj že nekaj mesecev, v bistvu 2 meseca jem brezglutensko in tako imam pač določeno svoj način, kako se prehranjujem, in mi smo to vse povedali naprej v hotel. In pridem jaz tja in niso imeli hrane zame in so imeli sicer ful ponudbe, ful je bilo stvari, sam ne pa pač za to, kar jaz jem. In sem tako, kaj, a še hrana bo slaba in in sem kar padla v to spiralo, da mi ni bilo všeč, kakšna je moja soba, ni mi bilo všeč, kakšna je hrana, ni mi bilo všeč, da na recepcijo niso vedeli vse tisto, kar sem jih spraševala, nobeni nič vedel, in sem v bistvu padla ful v upor. In zakaj ti to razlagam? Zato, ker želim, da prepoznaš, kako v življenju delujemo. Ne? In potem na vrhu vsega tega je pa še dež na polno začel padati. Jaz sem si pa tako ful želela, da bi bil tako lepo vreme, na morju sem, za moje tečajnike sem želela, da bi bilo lepo vreme, ker smo hoteli ven meditirati. Skratka, kar se je zgodilo je to, da potem, ko jaz samo to razlagam, ni dobra hrana, nimam dobre sobe, ne vem, slabo vreme, se zapazim v bistvu logično, da nič zunaj mene ni pretočno in v meni v užitek, če je moja vibracija totalno utrujena in pač vse, kar rabim je predno karkoli zunaj sebe rešujem, je to, da popravim svojo vibracijo. Ker potem, ko bom popravila vibracijo, se bo zunaj sebe realnost dejansko spremenila. In sem rekla, dost, predno se grem za spremembo sobe, predno grem karkoli komunicirati, grem meditirati. In sem šla in sem meditirala to meditacijo, ki sem jo danes poslušala z boginjo Kuan Yin.
In po 15 minutah sem bila kot prerojena, ljubeča, mehka in sem bila čisto v drugi energiji. In kaj se je zgodilo? Meni sploh ni bilo treba nič narediti, ker so vsi okrog mene poskrbeli, da so mi sobo zamenjali, da so hrano poskrbeli, da je bila takšna, da je bila primerna zame in za moje tečajnike. In še vreme se je spremenilo, napovedano je bilo, da bo cel teden dež. Je pa tako samo en dan padel dež, ostalo je bilo pa sonce. Ne? In v bistvu to ni osamljen primer in vem, da imaš zagotovo tudi ti kakšno takšno simpatično anekdoto, v kateri si v bistvu videl, da takoj, ko si bil ti v drugi energiji, se je zunaj tebe realnost spremenila. Ne? In v bistvu nas življenje uči, da živimo v svoji moči. In najbolj pomembna stvar je, da se zavedamo tega, da ni zunaj nas to, kar se dogaja narobe, ampak mi smo tak malinovec, ki pobarva to situacijo. Klara sprašuje, kako v bistvu zaznaš to. Zelo preprosto je. Ali ti je ta realnost, ki je zunaj, všeč ali ti ni. Zelo preprosto. Se pravi, ali se jaz dobro počutim ob tem, da nimam sobe s pogledom na morje? Ne. Ok, dobro, sprav. Jaz sem svojo vibracijo, ker sem bila utrujena, tečna, nisem bila jasna, kaj si želim, skreirala to realnost. En zelo simpatičen primer je tudi ta. A se vam je že kdaj zgodil? Zagotovo se vam je, da ste prišli v sobo in ste pač bili ful dobre volje in ste prišli v sobo in so se ljudje ful odzvali na vas in so prišli do vas, so se z vami pogovarjali, so bili ful ljubeči, ful družabni. Zato, ker smo pač mi v tej energiji, privabimo pač točno to, kar je ta energija. Včasih si pa tečen, ne? In pa ti gre vse narobe in se to samo vrti in vrti in vrti. In dejansko naša vibracija je kot spirala. Krožno se giblje. In kar se dogaja je, ko se damo mi v neko energijo in če se damo mi v energijo nezadovoljstva, recimo, kako sem bila nezadovoljna, kot sem vam razlagala, pač, ko se damo v energijo nezadovoljstva, se začne ta vibracija krožno okrog nas vrteti in se začne kot nek orkan, ali pa nek tornado, ta vibracija samo povečevati. Kar pomeni, da to, kar je naša vibracija, to postane naša situacija. In v bistvu, ko mi gledamo ven in nam nekaj ni všeč in se mi ne počutimo dobro, mi takoj naredimo najbolj veliko napako in to je, da začnemo spreminjati zunaj situacije. Ampak, če bomo mi še vedno v isti vibraciji, bomo ustvarjali enako realnost. Zato, ker take barve malinovc, kot si ti, tako boš naredil svojo pijačo. Se pravi, takšno bo tvoje življenje. In v bistvu ta meditacija z boginjo Kuan Yin nas uči, da odpremo srce in da je naša vstopna energija v naše odnose ljubezen. In kaj je pomembno? Pomembno je, da prepoznaš, ko ti nisi dober, je zaradi tega, ker ta situacija, ki je zunaj, tebi ni všeč, ne paše ti. In takrat, namesto da se greš ukvarjati situacijo, čeprav vsi se hočemo ukvarjati situacijo, začni se ukvarjati svojo vibracijo in reči, ok, predno se grem pogovoriti s to osebo, s katero sem se skregal, bom najprej poslušal meditacijo, bom najprej odprl svoje srce, bom poskrbel za svojo vibracijo. In vam povem še en moj primer, kaj se je meni enkrat zgodilo. Bila sem v pogovoru z eno osebo in je kar naenkrat ta oseba začela mene na polno napadati. Nisi naredila tega, mogla bi narediti to, bla, 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 bla. In v tistem momentu, ko je ta oseba meni začela me kritizirati, name ubešati situacije in stvari, sem vedela, da imam dve možnosti. Ena možnost je ta, da grem še jaz v defenzivo in grem še jaz v moj ego in začnem jaz nazaj dajati svoje stranje. Druga možnost je pa ta, da odprem srce in da gledam v oči in ostanem v ljubezni. In kaj sem naredila? Gledala sem to osebo v oči, odprla svoje srce in ji govorila, rada te imam, v mislih, ne na glas, samo v mislih. Rada te imam. In sem to samo ponavljala. In kaj se je zgodilo? Kar naenkrat je ta oseba iz tega, da je bila totalno agresivna, da je bila totalno jezna, začela zgubljati to
impulzivnost in se je umirila. In kar naenkrat se je nehala dreti name in ni imela več kaj zapovedati. Zakaj? Zato, ker sem jo jaz svojo ljubeznijo in s tem, ko sem bila v srcu, razorožila. In to je tisto, kar moramo delati, takrat, kadar pademo v prepir, takrat, kadar pridemo v nestrinjanje, da si toliko zavesten in tega se učimo in v bistvu to je namen vsega tega, kar jaz počnem, da ti pokažem način, kako lahko zavestno reagiraš na situacije. In ja, na začetku ti ne bo takoj uspel, ne? Na začetku boš pač zamočil, pa bo bil tvoj čas odziva, 3 dni, da boš dojel, kaj se je zgodil. Pa bo pa vedno manjši. In kar naenkrat boš znotraj situacije rekel, odpreti moram srce. Ne? In v bistvu življenje res ni tekmovanje. Ampak, a veste, kdo resnično zmaga? Zmaga tisti, ki zna prej vibracijo popraviti. In kaj mislim s tem? Ko smo v odnosih, v prepiru ali v nestrinjanju, namesto da nazaj daješ vse, kar si jezen, vse, kar ti ni, daj najprej poskrbi za svojo vibracijo, odpri srce in ko gledaš osebo, s katero se pogovarjaš, tudi če te najbolj napada, tudi če se najbolj grozne stvari govori, zavedaj se, da imaš ti moč, da razorožaš ta napad, tako da greš ti v ljubezen, da greš ti v vibracijo srčnosti. In samo začni osebo gledati v oči in ji v misli govor, rad te imam, rad te imam, rad te imam. In boste videli, da osebe, ko dobijo ljubezen, ne morejo več napadati. In v bistvu naša naloga je, da izmojstrimo kreiranje življenja z vibracijo. In to je en način. In v bistvu, tukaj je eno zelo dobro vprašanje, Barbara sprašuje, kako se lahko na hitro resetiraš, ko nimaš možnosti meditacije, naprimer v službi. Ena možnost je ta, da si samo, če imaš možnost zapreti oči, daš roko na srce, zavrtiš svoj lotosov cvet, 7-krat v eno smer, 7-krat v drugo in je to tvoja mini meditacija. Lahko samo pokličeš Kuan Yin in rečeš, Kuan Yin, pridi in mi pomagi zrahljati to situacijo, da bo ljubeča. Lejte, duhovni vodniki, mi včasih ful mislimo, kaj vse moraš delati, zato da bo se neka situacija razrešila. Duhovno vodstvo je zavest, ki nam pomaga. In ko rabiš, samo povej, reci, Kuan Yin, pridi mi pomagati rešiti ta prepir. In bo ta vibracija njene ljubezni prišla zraven in ti bo lažji, dejansko ti bo lažji. Tako da ful uživam, ko mi pišete pisma in ko mi komentirate vaše zgodbe in mi vedno rečete, Tjaša, najprej nisem vedel, kako naj začnem z vodniki sodelovati, pa sem jih pa sam poklical pa rekel, daj pomagi mi. In dejansko ti pomagajo. Tako da ena stvar je ta, da v bistvu odpreš srce, da že daš namero, bom gledal skozi oči ljubezni in začneš osebi govoriti, rad te imam, rad te imam, rad te imam. In na takšne načine, veste, koliko stvari lahko razrešimo. Predstavljaj si v službi, da te šef nekaj kritizira. Ti ga pa gledaš v oči in mu samo govoriš, rad te imam, rad te imam, rad te imam. Ne bo mogel več kritizirati. Zaradi tega, ker energija, vibracija ljubezni je vedno najmočnejša. In v bistvu s tem odpreš sebe in s tem odpreš drugo osebo, da se vrne tam, kjer smo vsi doma. In vsi smo doma v ljubezni. Vsi smo doma v ljubezni. To je naše osnovno stanje. In zato smo najbolj uspešni, ko smo v ljubezni. Ko delujemo iz ljubezni. Ja, tudi ko imaš konfliktno situacijo na sestanku z več osebami, lahko to narediš in jih samo gledaš in jim govoriš, rada vas imam, rada vas imam, rada vas imam. In včasih bo to tako prekleto težko, dajmo si iskreno povedati. Včasih smo mi v egu in je tako prekleto težko začeti šefu govoriti, ker ti je glih kar dal neko nalogo, da boš mogel cel vikend delati in ti je ful težko reči, rada te imam, ne? Ampak daj probi, daj pej čez to, ker kaj takrat narediš? Takrat sebe daš v vibracijo, da si pripravljen sprejeti ljubezen. In takrat se dejansko dogajajo čudovite situacije. Če imate že kakšno vprašanje, mi napišite.
Ja, naša vibracija je res najpomembnejša. Aleksandra pravi, da si sploh ne predstavlja, da se kdo dere name. Ja, tudi se. No in zdaj je ful dobro, da si to izpostavlja, Aleksandra. To, da se ljudje derejo na nas, ali pa to, da mi doživljamo neko tako stvar, je dejansko naša kreacija. A ne? In v bistvu tudi jaz si skreiram situacije, ko so ljudje jezni name in se derejo name. A ne? In v bistvu, kaj moramo prepoznati? Da čisto vse situacije so naš malinovc. Se pravi, tvoja vibracija je pobarvala to situacijo, kakor malinovc pobarva vodo. In v bistvu, če se nekdo dere na te in če imaš neko pač tako situacijo, tudi to si ti skreiraš. In v bistvu, zelo pomembno je, da ne gremo v to, joj, zakaj sem si to skreiral, kaj sem delal narobe, da sem to skreiral. Ne sprašuj se tega. Pejď samo v to, kako si lahko dam nazaj vibracijo na pretok. In danes je bilo tako zabavno, ko smo bili z mojo ekipo na kosilu, je naš Jaka rekel, zdaj mi dajte par minut mira, rabim mir, zato ker je pravkar moja situacija vplivala na mojo vibracijo in rabim par minut, da naravnam svojo vibracijo, da bo vplivala na mojo situacijo. In dejansko mi to počnemo, da dovolimo, da situacija vpliva na našo vibracijo. V bistvu pa se ne zavedamo, da smo to situacijo mi skreirali svojo vibracijo in če smo to naredili, pomeni, da lahko tudi drugačno situacijo skreiramo, ko damo svojo vibracijo nazaj. In zdaj, kaj to pomeni, ta vibracija? To je naša energija, to je stanje, v katerem si. In v bistvu vse, kar je pomembno, je, da poskrbiš, da si v dobrem stanju. Karkoli tebe tja prinese. In zato v bistvu danes, ko smo meditirali z boginjo Kuan Yin, ona nam je pomagala, da smo odprli srce. In si videl, samo to si naredil, da si odprl srce in kako se je v bistvu življenje transformiralo. In kaj bi se zgodilo, če bi vsak dan odprl srce in večkrat na dan se tega spomnil. Kako bi se tvoja situacija spremenila? Matej sprašuje, kako v službi sodelavki pripraviti oziroma dopovedati, da ima hočem samo dobro in da ima nočem nič slabega. Imam pač več znanja. Vedno delata kontra meni. In imamo prekinjeno oziroma zelo slabo komunikacijo. Dve stvari sta. Prva stvar je ta, da največ komunikacije se zgodi z energijo. Se pravi, kakšna je tvoja energija, ko govoriš? Recimo ženske, dajmo se tukaj malo vprašati. Ko ti želiš, da moški nekaj naredi, kakšna je tvoja energija, s katero ti izraziš, kaj si ti želiš? Lahko je tvoja energija ful napadalna. Že spet nisi odnesel smeti dol v smeti, ali pa ne vem, že spet nisi tega in tega in tega naredil. In v bistvu ne gre se samo za naše besede, gre se za našo energijo, s katero mi govorimo te besede. In vse ženske veste, da lahko moškega sam pogledaš v energiji in je on takoj ve, da je nekaj narobe. Se pravi, tudi če nič ne rečeš. Zakaj to razlagam? Zaradi tega, ker če je naša komunikacija podprta z ljubečo energijo, bodo ljudje to veliko hitreje sprejeli in slišali. Če je naša komunikacija podprta s tem, narobe delata, moram jima pokazati, leka ne vesta, joj, spet delata proti meni, v bistvu je že ta zgodba tista, ki napolne tvojo komunikacijo. Zato te povabim in vse od zdaj naprej vabim, da ko želimo nekaj skomunicirati, najprej odpri srce in samo iz ljubeznijo izrazi. In bomo videli, kako se bo naša realnost transformirala, ker bo energija zadaj drugačna. In to je tisto, v bistvu, če jaz ne bi živela tega, kar jaz vam govorim, vi ne bi reagirali na to. Ker pač ne moreš reagirati na nekaj, kar ni zadaj energije. In v bistvu enako je z otroci, enako je v službi, enako je v partnerstvu.
ko je tvoja vibracija enaka tvoji komunikaciji, ljudje slišijo. In to je ena stvar, ki je zelo pomembna. Druga stvar, ki je pa zelo pomembna tudi in jo želim na podlagi tega vprašanja izpostaviti, je pa to, kaj je razlog, zaradi katerega mi hočemo ljudem pomagati. Kaj je tisti vzrok, ne? Ker včasih dobimo zunaj sebe kontra, zaradi tega, ker je naša namera, zaradi katere hočemo pomagati, v nasprotju s tem, kar mi zares potrebujemo ali pa želimo. Recimo, da pomagamo zato, ker smo se naučili, da se to tako dela, da gremo v ugajanje zaradi tega, da bo oseba nas bolj sprejela, da nas bo, ne vem, karkoli je zadej. Če ni čista namera, samo želja potem, da ti pomagam, ampak so zadej neke zgodbice, ne bo šlo. In to ni samo v tvojem primeru, pač to je v vseh primerih, ne? Če se ti z nekom družiš samo zato, ker ima dobre veze, pač te ne bo daleč ta odnos pripeljal. Ne? Zelo je pomembno, da smo res iz čiste namere in iz ljubezni, ker to ljudje čutijo in se potem tudi na to odzovejo. Zana oziroma Žana sprašuje, kaj pa, ko stranka pride vsa razjarjenja, da nek artikel ne deluje. Delam v trgovini s strankami. Evo, super, da vadiš odpiranje srca. In v bistvu to deli, kar sem jaz razlagala. Glej v oči in ljubezen pošalj in ji reč, bomo vse rešili, kar umirjeno in ji z ljubeznijo pomagi in boste videli, da ljubezen je najboljša razorožitev. Vsaki pridete napadati, ko si v ljubezni, nima se na kaj pripet ta vibracija. Ne? Mislim, njihova vibracija, ne, s katero te napadajo. No, Ila pravi, da si govori, rada te imam. Ok. Barbara sprašuje ful dobro vprašanje. Imaš kakšen predlog, kako pomagati učencu v šoli, ki je zelo skipljiv in nosi veliko jeze? Dejansko, otroci so, prva stvar, ki je ful pomembna pri otrocih, je ta, da so stalno v gibanju, v fizičnem gibanju telesa, zaradi tega, ker mi imamo, če samo na kratko povem, mi imamo poleg fizičnega telesa, imamo potem še 6 teles. Imamo emocionalno telo, imamo mentalno telo, imamo energijsko telo, imamo astralno, celestialno, telo manifestacije, se pravi, tako se nam naša telesa nalagajo, eno na drugo, različni nivoji teles. In emocionalno telo je tisto, ki je najbližje našemu telesu in naše kože. In zato smo tudi v meditaciji se dotikali svojega obraza in ga malo zmasirali, ker ko smo v čustvih, ko smo v nekem neuravnanem, neharmoničnem stanju naših emocij, kar se zgodi je, da se nam to naloži na obraz in dobesedno kot da bi se oblekali v pretesno obleko. In otroci, ki so zelo sklepljivi in ki so zelo agresivni, so takšni zaradi tega, ker se oni neudobno počutijo v lastnem telesu. In zato, da poskrbimo za emocionalno telo, je najboljše, da se stresaš, da mu daš glasbo in rečeš, daj se tres, gremo mokr kužek, to je ena vaja, ki vam je ful rada. Se pravi, tečen si, slabe volje si v neki emociji in samo začni se tres, 90 sekund, te treseš in dihaš in zatreseš in dihaš in treseš in kar se zgodi je to, da se ti dobesedno iz emocionalnega telesa izlušči ven to, kar te je držalo v stiski. Ne? In se nam v bistvu v vsakem stanju, v katerem smo, če 90 sekund telo daš v intenzivno gibanje, se vsako naše stanje transformira. A ste slišali to? 90 sekund, to pomeni, da to stanje, v katerem se ti zdele, če recimo nisi dober, se ti lahko v 90 sekundah transformira, če daš svoje telo v intenzivno gibanje, v tresanje, v ples, v neko intenzivno gibanje. Ne? Zato, ker se tako hitro izločijo te emocije dejansko iz našega emocionalnega telesa in potem tudi iz ostalih teles.
Tako da jaz bi na tak način začela. Otroke je zelo luštno navaditi na vajo moker kužek. Da rečeš mu, kaj dela kužek, kaj je moker, dejmo se, tresamo se. In se vsi tresajo. In so vsi boljše volje. Zakaj? Zato, ker stresajo fizično telo, prezračajo emocionalno telo, predihajo se, kar zelo lepo poskrbi za mentalno telo in se dejansko dajo nazaj v vibracijo in pretok. Pravi Boštjan, da danes rečem ljubim te vsakemu, ki je aroganten, kar na glas, kul mi je, ko so začudeni, kaj jim govorim in res deluje. Pa lepo. Opala, berem vaše komentarje. Suzana sprašuje, če se sodelavke med sabo kregajo pričo mene, ali lahko tudi z vibracijo to umirim? Ja, lejte, vibracija, ne? Naša vibracija je dejansko tako najmočnejše orodje, da transformira katerokoli situacijo. Ne? In v bistvu vse, kar moraš narediti, je ne se ukvarjati z njimi, da se one kregajo, ampak pejti ti vase in ti naravnej svojo vibracijo nazaj na pretok. Ne vem, mogoče greš na WC, se predihaš, nadiš mokrega kužka, se stresaš in se odločaš. To je najbolj pomembno. Odločitev je tista, ki te loči od enega stanja do drugega. Ker zagotovo si se že kdaj znajdel v situaciji, ko si bil slabe volje, pa ti je kar malo pasalo, da si slabe volje, ne? Pač tudi jaz sem bila, pa nikoli. In v bistvu naša odločitev, ne, jaz želim imeti v pretočno vibracijo, zato ker moja vibracija ustvarja mojo situacijo. In greš samo v to, jaz želim biti v dobri vibraciji. Kaj te bo dalo dobro vibracijo? Vse to, kar te daje to, da si dober. Stresaš se, da odpreš srce in prideš s to energijo v prostor. In samo opazuj, kakšno moč ima. Ljudje, ki so najbolj skregani s tabo, se ti upravičijo in pridejo zraven. Ljudje, ki se kregajo v pričo tebe, se umirijo. Dejansko se zunanja realnost transformira. Ali pa se boste samo odstranili in se boste šli kregati na balkon. Se pravi, da ti ne boš deležna te situacije. Ne? Pač magično vesolje deluje, ampak vedno nam pa prinaša v bistvu rezultate naše vibracije. In ko sem bila januarja na letališču, ko sem se vračala iz Dominikanske republike, noro so leti zamujali, 32 ur sem bila na letališču, utrujena, zdelana, tečna, si lahko predstavljate. In potem smo prišli v München in sem bila tako, v Evropi smo, ne, ful dober, a pridemo v München in je bil sneg in vsi leti so bili odpovedani in je bila tako večkilometrska vrsta, da si prišel do okenca, kjer so ti potem novo letalsko karto zrihtali. In ko sem jaz tja prišla po 32 urah čakanja na letališču in vožnje z letali, si lahko predstavljaš, v kakšnem stanju si takrat, ne. In ko sem videla to večkilometrsko vrsto, sem bila tako, ne. In me so se solze ulile in jaz sem bila tako, ne moram več, utrujena, zdelana, enostavno sem rekla, ne. In takrat sem imela zraven sebe Anjo in Anja reče, Tjaša, tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo, vse bova rešile, ne. Sam poskrb zase in sem sam dihati začela in sem rekla, prosim, naj se razreš. In sem dihala in sem se umirila. In v tistem Anja dobi idejo, kaj pa če bi mi dve kar poklicale na Adrio, da bi nama kar nadaljavo novo karto zrihtali. In so nama zrihtali v 15 minutah novo letalsko karto. In mi bi mogli pa čakati tako več ur še v tisti vrsti, da bi nama na letališču naredili novo karto. Ne? Se pravi, ideje pridejo do tebe, rešitve te najdejo, ko greš ven iz upora, ko greš ven v bistvu ko se daš v drugo vibracijo. Ne? Če še kakšno vprašanje napišite, sicer bomo počasi zaključili, da tisti, ki še niste pomeditirali meditacije, da to še danes naredite. Kaj pa pravite na meditacijo za otroke? 11 let stara hči, ki je v eno tečna.
Ok, prvo se vprašaj, kako tvoja vibracija ustvarja tako situacijo in najprej za svojo vibracijo poskrbi, zato da bo tudi zunaj, da bodo ljudje zunaj tebe pretočni. Ja, ne poslušaj, povej, da je ta izziv in da če želi, da lahko sodeluje, otroci zelo hitro gredo v pretočno vibracijo. Tudi mi, pa če se je samo odločitev, ne? Tako da definitivno lahko tudi otroci to poslušajo. Kako pa izgleda to, da odpreš srce? Si v mislih predstavljaš? Lahko si predstavljaš, lahko držiš roko in vrtiš, ne? In vizualiziraš in čutiš, kako se tvoje srce odpira. Lahko preprosto rečeš samo rada te imam in se bo tvoje srce odprlo, ne? Tako da, dajmo odnesti danes iz tega Facebook live-a sledeče. Mi smo malinovec, ki pobarva naš sok, našo vodo in v taki energiji, kot smo mi, to se nam zunaj dogaja. In namesto, da kritiziramo, kaj je zunaj, se začnimo ukvarjati s tem, da dvignemo svojo vibracijo. Ne, kaj vse sem naredil narobe, da se mi je to zgodilo, ampak da dvignemo svojo vibracijo. Zato, ker jaz vidim, ko delam z vami, ne, da ste zavestni in že prepoznate, da ste si sami to skreirali. Sam pa ne veste, kako naj pa zdaj naprej, ne? Kako naj zdaj ne kreiram take situacije. Ja, skrbi za svojo vibracijo, skrbi za to, da si ti dober, z meditacijo, z ljubeznijo, s tem, da skrbiš zase, da si sam sebi največja prioriteta. Ne? In ko skrbimo zase, včasih se rabimo sam spočiti. Ko sem jaz prišla v Rovinj, tista zgodba, ki sem jo povedala na začetku. Jaz sem rabila samo spočiti se, v meditacijo iti in se spočiti, da sem jaz lahko potem zamenjala vibracijo. In včasih smo malo, ne vem, samo lačni, pa je naša vibracija slaba pol zaradi tega, ne. Zato v bistvu je naša glavna naloga skrbeti za našo vibracijo, zato ker naša vibracija kreira zunaj nas našo situacijo. In imamo tako največjo moč nad svojim življenjem, ne. In lahko je še to, vam povem, lahko je v enem obdobju, recimo, smo imeli krizo, smo imeli finančno krizo v Sloveniji in je bilo tako, joj, ne da se, ni služb, ne da se, ne moreš, ni denarja, ni neki, ampak v tistem obdobju niso bili vsi ljudje slabo in brez denarja. Nekateri so si ustvarjali priložnosti, nekateri so ustvarjali pretok, zato ker je njihova vibracija to kreirala. In ne se zanašati na to, zdaj je pač tak čas, ne. Ne se zanašati na to, ker to samo pomeni, da ti vstopaš v življenje s tem, da rečeš, nimam moči in bom raj žrtev, pač nismo žrtve, mi smo vodje svojega življenja. In to je tisto, kar te v bistvu želim s svojim delom in svojim poslanstvom ves čas spominjati, ne. In vsi, ki redno delate z mano, veste, da je ful pomembno, da imaš redno prakso tega, da se spominjaš na to, kaj je res tisto pomembno in kako negovati svojo vibracijo. Zato smo zdaj tukaj v tem meditacijskem izzivu, zato letos tudi odpiram svojo prvo spletno šolo, v katerem te bom učila teh stvari, ker je pač res ful pomembno, da se zavedamo, da tako, kot je potrebno iti na telovadbo, da je naše telo fit, potrebujemo tudi skrbeti za našo energijo. Zato, ker ko mi skrbimo za našo energijo, se naše situacije takšne, kot si jih želimo. Urška pravi, tako v easy se vse zdi, ko predaš svoje nasvete. Dejansko stvari so veliko bolj preproste, kot mi mislimo, ne? In če upoštevaš samo en ta nasvet, boš dejansko dobila izjemne rezultate, a ne? Tako da vas povabim, da vzamete tisto, kar vas je danes pritegnilo, kar vam je zrezoniralo, kar je zavibriralo z vami in date to v svoje življenje. Ok, dragi moji, to je to za vse za danes. Uživala sem z vami, upam, da vi tudi. Čau!